Jaz mislim, da sem glasbo že slišala, ko sem še bila pri mami v Trebuchu, tako da moj prvi stik, ne vem točno, kdaj je bil. In glasba me einfach povezuje z družino, s prijatelji. No, to je tako bilo, da vrtca tedaj še ni bilo, ko sem doraščala in naša mama je bila blazna pevka in nam je z ust pela, cel cajt je pela in to mi je še zdaj v šetah. In ko sem bila pa 5-6 let stara, sem pa že v otroški zbor šla v Šmihelu, ki ga je vodila Lenčka Merkač tedaj. In od tedaj naprej imam že stike z petjem v skupini, plus to, da smo doma z Ojko prepevali pa tratarja. Moj prvi stik je, da smo z očetom vsak večer peli, preden da smo šli spat. Moj oče je imel tak ritual in je z nami, preden da smo šli spat, je nekaj zapel in to je bil bolj fajn ritual. In na začetku seveda nismo zraven peli, ampak bolj, ko smo pesmi poznali, ko smo že znali pet, smo pa tudi zraven peli. Prvi stik za glasbo je dejansko malo romantiziran, ker sem kot otrok videla nekoga na cesti igrati violino in sem potem hotela nujno igrati violino, ampak to seveda ni bilo tako zaželjeno doma, zato ker violina ne zveni tako lepo na začetku, tako da sem morala zelo prepričevati in pol konec koncev sem smela igrati violino. Tedaj sem se odločila in sem bila dovolj trmasta, zgleda. Prvi spomini so pa z Bico, ker smo zmen pele, ko sem bila pri njej, smo pele, smo imeli tako knjigo, ko so noter bili slovenske pesmi in smo tudi samo slovensko peli in je bilo ful lepo in ko sem bila malo starejša, sem tudi že dvoglasno z njo pela in to so moji prvi spomini. Pri nas doma je tako bilo, da je Bica eigentlich prej cerkveni zbor vodila in da je sovaje tudi pri nam v hiši bili in jaz sem že od vsega mihneha hunčtu sub dobila aršne sovaje in v nedeljo smo tudi zmer pri maši bili, jaz sem zmerem zraven ome pri orglah zraven sedela, pa jaz sem že kot mihna rekla, mami, jaz bom enkrat ta pa moja Bica in ko je Bica pole umrla, sem jaz pole cerkveni zbor prevzela. To je eigentlich samo umevno bilo. In zdaj pa že 33 let študiram. Pri starih starših, ki so živeli v pritličju naše hiše, je vedno stal klavir in ja, tudi kot otroci smo smeli tam igrati, čeprav je verjetno bil bolj hrup kot glasba, ampak smo smeli tudi že kot otroci igrati in tako da je bilo že nekako vedno jasno tudi, da bo klavir moj instrument. Tudi moje igrače doma so bile kasetofon in mikrofon, razni inštrumenti, tako da ja, mislim, da ta neka osnova ti je dana že doma. Mama je zmeraj rada poslušati tak nemške pesmi, tak Revolverheld pa tak in je vedno peva, če je pucala naprimer doma, fole kane peva in pa sem jaz tudi fole kane subo peva, na što se čistino spomnim, što je bilo zelo lepo. Jaz se naprimer, če smem eno anegdoto povedati, se ful dobro spominjam. Jaz sem hodila v ljudsko šolo na Objevskem in seveda pot domov je bila dolga. To je bilo približno 5 kilometrov peš. Nisem vsak dan šla, no, ampak velikokrat. In če sem potem morala počakati na mojega brata, je on vedno rekel, počakaj na mene, potem gremo skupaj. In vedno sem morala 1 uro ali 2 uri čakati pri šoli. In v tistem času, ko sem pač čakala, sem bila 6 let stara, sem vedno šla k sosedu po eno vejo in sem jo dotrgala in sem rekla, da to je moj mikrofon. In potem sem pa s tistem mikrofonom hodila cel dan go pa dol in sem pač pela in s tistem mikrofonom sem potem vedno domov šla, tako da me dedek oddaleč vedno slišal, kako sem pela. In to me nekako vedno je ostalo v spominu in že danes o tem ful velikokrat doma govorimo. Z mojim bratom sva šla na kakšno prireditev in sem vedno gledala, kje so pubi, ki znajo plesati in znajo peti. Po prireditvah smo pa zmeraj skup stopili pa peli. Gospod Cergoj, ki je bil župnik v Kazazah, pa je začel z enim mladinskim zborom v Plibaku. Tam smo imeli vaje, na to smo pa šli vsi te mladi
v gostilno in smo ure dolgo peli, brez da bi se ponavljali. Smo znali vse pesmi na pamet. Jaz sama čudno pojem. Jaz primeram iz avta zlezem, pošutem ta prijem, pa že reče, die Barbara kommt, ker vedno prepevam, also, jo, s tem si mislim, že zjutraj sonce, ne tršoltaš, buštašne vreme. Če delam glasbo z drugimi, je to ena komunikacija na čisto drugi ravnini, ki zelo močno povezuje. V bistvu je skupen boj za resnico. Najlepši trenutki, ki sem jih doživela na odru, so bili pravzaprav zborovski, ker 40 ljudi v zelo kvalitetnem zboru skupaj diha, dela skupno interpretacijo, to takrat res letiš, no. Zborovska pesem mi je ena najljubših znamenje. To pač tudi zaradi tega, ker to pesem moj ati zelo rad imel in mojega atja ni več in to je vedno, to tudi lahko povem, če tak fest mislim na atja, si to pesem zapojem. Najbolj se spomnim pač, ko sem pela pri zboru Jako Petel in Galus. S tem smo potovali po svetu in prepevali z rojaki v Avstraliji, v Ameriki, Argentini. Ja, precej smo prepevali okoli. In lepo se spomnim, ko so mi otroci zapeli mojega Škrata, mojo pesmico, sem bila že presenečena, da so v Argentini otroci peli mojo pesmico. Sem bila že malo začudena, da je Škrat šel po svetu. Skoraj da bi rekla, da sem bila ponosna. To je čudoviti dar. Za ta dar sem zelo hvaležna. Čim več prepevajte, posebno pa slovenske pesmi.